40, oni so bili pa 1 uro prej, 6:40 so bili tukaj. Tukaj, vi ste se tle dobili? Mene so klicali domov, mislim, da je bilo ščerka nekje posebnih listila, da ne pridem kar se da hitro. No, si to lahko poveste, ne? Ja, ne. Gremo? Samo malo, 1, 2 in 2 se čujeva. Se slišva? Ja. Če grem stran na drugo stran? Ne, se v redu. Mislim. Lahko stopimo predvsem. Digamo in možno boljše v kamero. Sem na v redu distanci, ja. 1, 2 in 2. Ja, meni štima vse. Teče? Torej, lahko nam poveste najprej potek, kako je izgledalo zjutraj, dinamika, vse skupaj. Kriminalisti so prišli v občino ob 6:40, jaz sem dobil klic ob 7, da se pa zgasi na občini, najhitreje pač možno. Bil sem tu, je bilo 20:07 in praktično 57 smo začeli praktično s preiskavo. Kako spogledate na ta postopek, kot tak, zdaj slišimo, milijoni ne bi bili posredi? Glejte, kriminalisti so zelo korektno opravili svoje delo, pač raziskovali so, bom rekel, zadevo, ki bi se nanašala na pač oddajo plaže, tistega centralnega dela, torej hotelu Kempinski, oziroma gospodu Kostiču. Pač vzeli so tisto, kar se jim je zdelo pač smiselno, torej računalnik, dokumente, vezane pač, bi rekel, spise, akte, pravne, in to je to, to smo jim dali in s tem so zadevo praktično z našo oziroma z mojo končno izjavo smo zadevo tudi zaključili. Zlorabo uradnega položaja, so rekli na generalni policijski upravi. Ja, za eno osebo. Kako, kdo ne bi to zlorabil, s čim ne bi zlorabil? Zakaj so bili na občini, zakaj so bili na občini, če v bistvu je od plažo Kempinskemu oddalo okolje Piran? Glejte, vedno govorimo o nekem odnosu, torej mati hči, občino je mati, hči je pa pač, dajmo reči v tem primeru podjetje Okolje, katere direktor je pač gospod Gašper Mišič in je prav, da se v bistvu celostno zadevo pač preuči, da se dobi neko končno sliko. In to so kriminalisti danes upravili, moram reči, zelo profesionalni visoki. Ampak so litle kar 8 ur, ne? Ja, materiala je bilo kar nekaj, dokler smo spisali vse, dokler smo skanirali dokumentacijo, dokler smo potegali pač tisto, kar je bilo njim zanimivo iz arhivov, je pač to nanese 7-8 ur tudi, kot vidite. Ne? Gospod Mišič je v policijskem pridržanju. Ne vem, če še vedno bil je, zagotovo. Ali je s tem zgubil vaše zaupanje, ali boste pač vendarle počakali, kaj bo preiskava pokazala, če je res kaj spornega v tem? Počakajmo, kaj bo pač pokazala preiskava in bomo potem komentirali. Jaz ne bi zdaj komentiral. Verjamem pa, da je Gašper deloval čisto v duhu dobrega gospodarja in da tako tudi zastavil celotno zadevo. Znano je tukaj ta prerivanja politična med nekdanjimi vašimi sodelavci. Je morda moč iskati kakšen motiv v tej smeri? Taki namigi se pojavljajo. Gledajte, meni so od samega začetka v bistvu dogajajo te stvari, meni zelo nagajajo. Pričakujem to, no to sem se tudi naučil. Navado bom rekel, dobil sem debelo kožo in to vrstne zadeve me sploh več ne spravijo stirati. To jemljem vsakodnevno kot neki čisto bi rekel, naravn način delovanja in tako to je tudi. Nimam kaj reči, pač ne želim žaliti kogarkoli, ampak meni se to vse skupaj zdi eno čisto navadno nagajanje. Kdo vam nagaja, župan? Kdo vam nagaja? Lahko koga izpostavite? Ne želim izpostavljati, ne. Tisti, ki nagajajo, že vejo. Niste pa vi preiskovana oseba bili? Ne, ampak sem pač, bom rekel, nekdo, ki lahko poda ključne informacije za to. Ne? Komentar na te milijone, 20 let, 3 milijone in toliko protipravne premoženjske koristi zveni epohalno. Res je, pač, to je bil tudi namen, da se to naredi, da se pač zgenerira neko negativno mnenje. Pač to zaenkrat uspeva. Ko bomo pa imeli končno poročilo, bomo pa vse skupaj tisto, kar bo pač poročilo povedal. Čisto tako, ne, zdaj med nami, off the record.